Tik pred sončnim zahodom se zbere množica obiskovalcev, da bi videla mitološki figuri in začutila njuno veličino. Poleg domačinov sta kipa pritegnila tudi poglede turistov, ki z Dunaja v Piran prihajajo že 20 let. I like it. Yeah, it's very Venetian. Yeah. Ena počastitev za Piran. Kljub temu, da so najbrž kakšne dileme in različna mnenja. Zamisel seveda čudovita in tudi mislim, da so lokacijo prav dobro zbrali. Bomo videli, kakšna bo zgodba, spominjajo Cluny, me spominjajo sicer na Galebe. Da ima s tem nekaj tudi Paradižnik, obiskovalci ne bi verjeli, če jim tega ne bi zaupal nadvse čuteči umetnik kipar Jakov Brdar, ki skozi vse pore svoje biti srka življenje in s tem tudi njegov okus. Sem najprej hotel narediti tako ritorno je paradizo, vrnite v raj, ker imam Evo Jadama v Ljubljani na Meserskem zraven. Ampak ko sem začel tega moškega, prej sem povedal, tako ne morete se izogniti temu, kar se dogaja danes, ko modelirate skulpturo, posebno pač neko telo človeško, kaj se dogaja v Libanonu, v Beirutu, v Izraelu, v Siriji, v Egiptu, v Ukrajini, je nemogoče. Prej sem omenil nek paradižnik, ampak tudi, če sem danes jedel srdelce, to bolj vpliva na ta naš Dih jemajoč pa je tudi skoraj 4-metrski Kristus, ki je propadajoči cerkvici Marije Zdravja na Punti vdihnil novo življenje. Ideja se je porodila nekje lani v jeseni in potem so skupaj sanjala in s pomočjo tudi Andreja Medveda dosanjala. Križanje je gotovo vrhunec tistega, kar je Brdar delal. Iskal ga je tako rekoč celo življenje. Celo življenje si je zastavljal nalogo, da ustvari Kristusa. In mu je uspelo. Tokrat se mi zdi, da ta križanje kot da sodi v ta prostor in govori, še je upanje in ta ustali, ki vstaja, ki se dviga iz teh ruševin, mi daje upanje, da bomo tudi cerkev lahko v prihodnjih letih obnovili. Projekt je vnovič povezal številne, ki v naši najbolj turistični občini verjamejo in udejanjajo kulturni turizem.